Pomočnici pa sta Helena Buh in pa Petra Bombek. No, tule že prvi udarec proti vratom in okvir gola se je zatresel. To bo torej dolga podaja v kazenski prostor. Kdo bo tokrat močnejši v skoku? Ja, udarec sicer proti vratom, ampak brez težav za in tule je vendarle tudi zadetek na zadnje, torej Slovenke so naredile napako in srbska reprezentanca vodi z 1:0. Ja, tam tudi naša igralka 16-tica Kaja Ržen oziroma Katarina Đorđević. Ena podaja v kazenski prostor, na zadnje pa kakšna je odločitev, najstrožja kazen za Slovenijo. Lara Prašnikar lahko rezultat izenači. Teče 34. minuta v prvem polčasu tega prijateljskega obračuna. Ja, kar dolge priprave sodnice Tanje Subotić. No, sedaj je vse pripravljeno. Lara Prašnikar, strel zanesljivo, 1:1 v Ajdovščini. Slovenija, Srbija, Slovenke so izenačile na 1:1. Je tudi to en določen pokazatelj razmerja moči. Srbska reprezentanca s podajo iz kota. In na zadnje tak zadetek, ki je pravzaprav velika smola naše vratarke, mlade vratarke. Tudi v pravem trenutku podaja in to je priložnost sedaj za podajo v kazenski prostor. Dobro preigravanje, Slovenke so nevarne, podaja v sredino in vratnica. Vratnica je preprečila izenačenje. Pomembno žogo v svojih nogah, dobro je tudi odnesla naprej. Tu je akcija za slovenski, morda zadetek za izenačenje, povratna podaja, potem pa priložnost in gol! 2:2, odličen zaključek akcije in Slovenke se veselijo izenačenja. Torej v 82. minuti so Slovenke uspele rezultat poravnati. Hvala vse skupaj za pozornost, torej nova zgodba se začenja v slovenski ženski izbrani vrsti pod taktirko novega selektorja Boruta Jarca. Kar se tiče nas igralk, je pustil zelo dober vtis, zelo pozitivno. Jaz mislim, da je ena prava mešanica discipline in nekega heca oziroma sproščenosti, ko je to potrebno. Punce so ga vzeli zelo resno, vnesel je neko novo svežino, mogoče nek nov pristop in zaenkrat je izgleda zelo dobro. Zelo, mislim, veliko mi pomeni, oziroma nikoli se nisem znal predstavljati, da bom po 33 letih trenerstva fantov, moških, na koncu karijere trenerske, nekje proti koncu karijere trenerske, nekje treniral tudi ženske. Moram reči, da se fajn počutim, ker treba poudariti, da imamo tudi zelo dober strokovni štab, narejen pozitivne strokovnjake iz področja in nogometa in medicine in fizioterapije in tako naprej. In dejansko je bil pravi užitek zdaj te 3-4 dni, kaj smo bili skupaj.